Zelo sem bila presenečena, ko so me klicali iz Cankarjevega doma in mi povedali. Ne vem, s čim sem si prislužila, najbolj verjetno pa z organizacijo zadnjega kongresa, to je bil kongres Evropskega foruma za raziskave o rehabilitaciji. Organizacija kongresov je zelo pomembna. V bistvu, kajti na kongresih srečamo kolege, lahko izmenjujemo svoja znanja, izmenjujemo raziskave, spoznamo nove ljudi, lahko se dogovorimo za nova sodelovanja. Definitivno pomeni to, da lahko organiziraš konferenco, neko zaupanje strokovne organizacije, ki te pozna, ki ti zaupa, da boš speljal kongres, da boš organiziral dobre vsebine, da bo zanimivo in da se bo tudi finančno verjetno pokrilo. Veliko stvari sporočamo svetu. Predvsem ljudje lahko spoznajo Slovenijo, lahko vidijo, da imamo tudi v Sloveniji dobre znanstvenike in dobre strokovnjake. Tudi to sporočamo, da nismo majhni v našem znanju. Mislim, da je zelo pomembno za Slovenijo in za ljudi v Sloveniji, da imamo čim več kongresov. In če so v Sloveniji, se več ljudi iz Slovenije lahko udeleži takih kongresov, ker nam ni treba potovati, stroški so manjši, lahko srečamo vrhunske strokovnjake v sami Sloveniji. Mislim, da je to zelo pomembno za vse stroke. Mislim, da je to zelo odvisno od zdravstvene situacije. Jaz bi si zelo želela, da bi kongresi v prihodnosti ponovno bili v živo, da bi se lahko srečali, ker je to povsem drugače, če se lahko dejansko srečaš z ljudmi, ki jih želiš srečati, tudi nove ljudi spoznaš. Za nova sodelovanja se je lažje dogovarjati v živo kot preko spleta. Tako da jaz osebno si želim, da bi kongresi bili v prihodnje ponovno lahko v živo. Zato, ker smo socialna bitja in potrebujemo druženje z drugimi ljudmi in srečanja, ki so čisto drugačna, če so v živo, kot če so samo preko spleta. Mislim, bistveno lažje je skleniti neko sodelovanje ali pa nek posel, če se z nekom srečaš v živo, več se lahko pogovoriš, drugače je, kot če vse to delaš samo preko spleta.